Pa dobro, kaj boš tokrat, ti se? Osebno vročitev. Od koga pa je? Ja, podpiš, pa boš videl. Jaz ne mislim to nazaj nositi. Če, kaj mogoče od davčine? Ne vem, podpiš, pa boš videl. Dobro, daj. Tule. Saj vidim, kje je Sagadin. Uj, pardon. Davčina je! Pa kaj mi nisi rekel, da je od davčine? Ker ne bi hotel prevzeti, pa bi pa jaz mogel lepo nazaj nositi. Ja, pa saj to je tvoje delo, da sem pa tja nosiš te pošte. Joj, Jaz nisem noben iz davčne. Vem, da nisi iz davčine, samo nosiš davčino. Kaj je? Pa ne žiri to! 1000 evrov moram doplačati. Pa kaj si... Jaz te bom... Pa kaj si ti imel... Tok! A kdo doma? A si nes kak davčni refren, taka? Ne ti meni na oknu tok, pa taka, ja? Poglej, kaj si zdaj to naredil. Joj, 1000 evrov. A veš kaj? Kaj to nisi v smeti vrgo? Ja? Idi se ti malo na železniško postajo pritožiti. Na železniško postajo? Veš kaj, zdaj me boš še za norca imel, ha? Vsaki kreten, kjer ima 5 minut, cajta me zajebavlja. Idi malo na železniško postajo, pa tamle na informacije, pa povej, da sem jaz kriv, da moraš plačati davke. Veš kaj, poštar! Ja. In to pošteno jaz tudi plačujem. Plačuješ pošteno davke, ja? Samo ne 1000 evrov. Baba! To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebarska stvari, to ti posodi jajček ali dva. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, Da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, solze in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Kastjano. Na železniški kolodvor moram niti mi je rekel. Prasec. Kastjano. Pa to te bije. Kastjano. Norca se je delo z mene žužika. Ha? Ja, poštar naš se je delo norca z mene, ko mi je dal to dohodnino. 1000 evrov, Kastjano. Ha? Dohodnino? Ma jo izpisati, oziroma to, odločbo, dohodnini sem dobil. 1000 evrov moram plačati, kao si jo fuk je ne, ali kao? Ha? Ljubino, oprosti, mucek, nimam jaz zdaj časa, boš že sam rešil, ja? Ojo? Ja, no super, fino. Zdaj pa še ti. Kaj? Napisati moram spisek stvari, ki jih rabim za večerjo. Dobro veš, da pride danes gospod Novak. Ja, seveda, dobro vem. Gospod Novak pride. In seveda je gospod Novak dosti bolj važen kot jaz. Ja, Beno, gospod Novak je danes bolj važen kot ti. Dobro veš, da ga moram prepričati, da mi da službo. Ja, da boš pol lahko vodja prodaje. Fajn.
Pa dobro, pa kaj je s tabo, Beno? Pa ti veš, kakšna služba je to? Vodja prodaje trgovskega centra? Hej, hej! Ja, vem. Saj veš, da vem, ja. Glej tak, Žužiko Jazbec, moj mali kosmati zlati, ne? Kaj bi ti tega gospoda Novaka, recimo tak, mimogrede, nekak probala, če bi ga lahko vprašala, oziroma tak mu namignila, ne? Če ti lahko tak, recimo, mimogrede, da en taki advanced, en aro, en predujem, ne? Kakih 1000 evrčkov pa to, Kaki predujem, Beno, nimam jaz zdaj časa za take hece. Moram iti se nakupiti. Ti pa prosim lepo glej, da se ne boš zvečer neumno obnašal, ja? Neumno obnašal. Ja, Beno, neumno obnašal. Kdaj si se pol jaz neumno obnašal, Slušaj, ta večerja je zelo pomembna za tebe, okej? Če nočeš delati, pa se vsaj lepo obnašaj. Dobro, ja. Adijo. Adijo. Neumno sem se obnašal, ja. Sem te pa ja videl. Ja, da sem vedel. Nikjer čisto nič mesa. Zdravo! Zdravo. Opa! Ko ti danes vsi nekaj kuhate, pa to. Beno, jaz vedno kuham. Ja, to je pa res, ja. Vedno kuhaš, vsaki dan. Ivo, prosim te, poglej to. Daj, Beno, no, vidiš, da sem v procesu dela. Delo, ja. Danes vsi samo nekaj delate. Ja, pa, kaj si tako zdaj slabe volje? Poglej, prosim te to. Pa da, mi lahko umakne spred oči, veš, da sem daljnoviden. Pardon. Da, Ivo, Beno, če ugotovitve na podlagi davčne ugotovitve oziroma našega organa. Organa, ja. Sporočajo se ugotovitve, da ti so že... Beno, imam občutke, da so te zašili. Ja. Kako? Kdo zašil ga? Kdo? Davčna, kdo? 1000 evrov moram plačati dohodnine. Pa socialno podporo dobim. Tu napaka je. Igen, sigurno bo napaka. Kako? Beno, boš pa dobival. Kako boš plačal doplačilo, če pa ne dobivaš nobenih prihodkov? Ja, čakaj, kako pol vidva mislite, da je to napaka pa take? Igen! Seveda. Poklič tja, pa vprašaj, kako ta stvar je. Igen, samo poklicati je treba se. Na davčni so pa ja vsi prijazni, zelo. Ja, večkrat pokličem njihovo telefonsko številko, imam kar med urgentnostmi. Ja, saj veš, pa so tudi, ne vem, 3. Vsem tako uslužni, zelo. Dobar dan, gospa Olga. Ja, a vi ste spet, ja. No, poslušajte, pa smo spet na liniji, ja. Duhoviti so zelo. Ja, seveda, dovolite, da vam dam na telefon mojega prijatelja, ki ne ve, da ste zdaj na davčni 5, pa bi vas rad nekaj vprašal, če lahko, mogoče, ja. Ja, seveda, pa se vidimo na kavici. Ja, zelo. Adijo, nasvidenje. Olga, bodi prijazen. Bom, kaj tečem. Dobar dan. Ja, kaj ste vi, organ? A ja, to, ne, za davčno, pa to nekaj želim. Ja, boste vezali, vrej, ja. Ja, bom počakal, kaj tečem. Nekaj samo špilajo. Dobar dan, ja, jaz sem tu. Ja, gledajte, nekaj v zvezi z dohodnino pa take. In zdaj vas jaz vprašam, kaj vas lahko nekaj vprašam?
Vsakdo lahko vpraša, ja, no, lepo. Poslušajte, ne, jaz sem danes dobil to vašo dohodnino, pa to, ne, ja. No, in noter piše, ja, odmero za, da, ja, to, ja. No, in noter meni piše, da moram plačati 1000 evrov dohodnine, ja, sem pa na socialni podpori. Ja, no, in zdaj vas jaz vprašam, kaj mogoče vi mislite, da se vam zdi to normalno ali kaj, ha? Ja, seveda. Ja, štiri male šolo obvezne otroke imam, ja. Pa veste, koliko to stane? Ja, še posebno ta najmanjša. Silvika, ne? Juj, koliko ona poje, kaj ste jo nori. Pa ona jo toliko poje, koliko bi plačala bila za to, da toliko poje, ja. A zvak? Bom, ja, bom. No, v dveh ja, in pol, to vam okej. Jo, najlepše hvala, ja, bom napisal, ja. Hvala lepa, gospa Vlasta. Olga, ne, Olga, ja, nasvidenje, ja. No, kako je bilo? Je prijazna ali ni prijazna? Kaj ti čem? Ja, kaj te češ? Zrihto sem. Aha, kar se pa tiče Silvike pa Pisok. ta male, ti veš, da ona toliko ne poje. Ja, to, ne, pa vse to ni bila ti, Silvika, ne, to je ena druga. Kjero drugo? Ja, kera. To je tista, ki si jo bom izmislil. Ja. Rekla mi je ta gospa organka, ne, da naj pritožbo napišem, ne. Pa naj napišem, no, da imam 4 otroke, pa take. Tako da si bom, kaj jaz vem, še 3 mogo zraven zmisliti. Ja. Koga le? Ja, koga le? Da bi pa pomislil na svojo hčero, to pa ne. Pa ja, vse je res. Lidijo še imam, pol pa še tebe, pa Žužiko. Ja, pa ne, tebe ne bom pisal, ker si itak starejši od mene. Pa Beno, ti ne imaš 4 otroke. Ja, zdaj imam. Ja, daj noj, Silvika, zmislil si bom, vse kdo bo to preveril, taki gimpli, ko so, vse verjamejo. To je davčna goljufija, Beno. A ja, davčna goljufija? Kaj pa oni, ko so se zmotili, ko so me hoteli 1000 evrov zakasirati? To pa ni goljufija. Daj, greva. Kam? Prosim te, Ivo, greva dol v Wunderbar, lepo, da bova napisala pritožbo. Je rekla, da naj napišem v 2 izvodih pa to. Ivan, da ne boš lagal za davke. Kaj bom ne jaz? Ne bo on nič lagal. Kaj bom Ivo, lagal? jaz bom to si zmislil, ne? Ja, no, Silvika. Je bo že napisal, Evo tako, ne? ja, pa pa čič. Kaj, kar bo hotel, saj zna. Jo, znam, seveda. On samo gre zraven, da mi bo, kot jaz vem, kulico držal pa tako. Da, ja. No, a se vidi, adijo. Adijo. Bom tako Čakaj, gremo nazaj. še k meni. Jo, ja. Lepo je biti sosed. Zdravo, dragica moja zlata, kako si, kaj pa to? Si pa ti tako dobre volje? Kaj? Ja, kaj mogoče ne bi smel biti? Nič, z Ivotom greva dole v Wunderbar, ko bomo malo kartali pa take. A ja? Da bomo. Kaj pa pol delata tu? Ja, popisalo, ne? Ja, po pisalu sva prišla, ker bomo kartale. Ja, se si že povedal. Kartali bomo, ja, in pol moramo, pisalo me, da malo zabeležimo, kdo je boljši, pa kdo je malo manj boljši, pa take, pa to. Kaj nisi rekel, da boš sam pisal? Ja, sej bom, pa daj, Ivo, no, kaj se samo vlečeš? Beno! Sam rekel, da boš, ja. Beno! Kje imaš tisti sklep? Sklep. Ja, to, od davčne, ne, tisto sem že zrihtal, sem klical, pa so rekli, da je pomota, da oni to popravijo, pa daj se nič ne sekiram, pa tak so bili tako prijazni, pa to. Ja, greva zdaj, ko bomo kartali, ja. No, adijo, ajde, greva. Adijo. Adijo. Ne pozabi večerje o 5, da si mi tu. Večerjo. Oblečen. Oblečem te. A ja, danes, ja, kaj ti če, seveda, večerja. Ja, ni, jaz, ja.
Evo tako. Ivo, prosim te, zdaj poglej in povej. Upam, da nisi pretiraval. Že tako sem v moralnih dvomih. Kakšnih moralnih dvomih? Lepa, da je brez njim bo. Kaj pa oni, ko so me hoteli okrog prinesti, pa to, Beno, pri njih gre de facto za napako. Ti pa namerno zavajaš Ja, organe. Ivo, Kako me še te noge bolijo. Nega. Zdravo. Noge da bolijo, Kaj si fuzbol špilo? Jaz dal fuzbol špilo. 10 km sem prehodil, ko mi ta služben moped crknil. No, potem si pa pošteno zaslužil tole pivo. Pošteno, ja. Pošteno. Mater, kako smo vsi nekako strašno pošteni. Beno ta čaka plačilo, doplačilo dohodnine, pa je zato zdaj tako slabe volje. Vem, ja, vem. Saj sem mu jaz prinesel to plačilo. Pa se je name ta spravil, kot da sem jaz ta davčni urad. Kaj davčni urad? Ti si navaden organ. Organ navaden. Daj, Beno, no, da pomiri. Zdaj njemu... Ja, pritožil se bom na to, kar si mi prinesel. Pa bom lepo teh Jurija evrov nazaj skasir. Pa take. Ja, komade, vsaki mesec nami Jurija evrov dajo nazaj, pa to. Ja, no, sej. No, ja. Ti pa lepo idi pošto raznašati. Pa daj, pusti ga, no, Beno, a skaj se lahko, prosim. Organ, navaden, No, pa... državni. Ti... Beno... Pa ja ne boš zdaj poslal resno tega Kaj poslal? pritožbe, sedi. Kaj poslal? Direktno jim bom tja nesel, bom rekel, tu imate. Otroci stradajo. Čigavi otroci, 4 otroci. Ja, dobro, no to sem malenkost dodal, ne? Ja, no, pa podhranjeni, da so. Ja, to moraš napisati, da bolj verjamejo, Ima ne? bolj na socialno. Viš, ogrožena socialna familija, da ste Ja, to se tako napiše, to je taki izraz. Borna socialna pomoč, da jo prejemate. Lahko bi Kako napisal moraš slaba napisati? socialna pomoč, ne? Poslušaj, sosedom včasih napolnim hladilnik. Od kdaj tele? Dobro, no, glej, Ivo, če bi imel jaz dosti denara, ne? Veš, kaj ti povem? To bi mogoče kdaj. Silviki pokaži, pa boš videl, do kdaj boš ti napolnil naš hladilnik, da bo vse vrne noter. Vse je med nama. In lepo jih pozdravljaš, pa ti nisi normalen. Ja, dobro, no, to imaš prav. Lepo bom prečrtal. Ne, zdaj pusti, če je to uradna pritožba. Kaj boš zdaj prečrtaval? Dobro, no. Naj drugače gre, ne? Ja, no, ja, tako. Si le napisal na A4 format. Ja, to sem videl, veš, to je lepša, če je. To se pravi, no. Ja, dobro. Daj še enega. Vidiš, vse nam zmanjkuje. Evo, Silvika, jaz upam, da bo gospodu Novaku všeč moja nadevana pečenka. Ja, normalno. Ko proba ne mre verjet, kako dobra je. Evo, mako bom dala sem. Ne, sem. Ne, sem. Ojoj. Ja. Posluš, ti veš, kaj Beno dobila je od davčne? Ja, mi je povedal, zmotil se, se je poklica, pa se vse zmena. Ne, on reklo je, da ima 4 otrok. Ne, to se Beno norca z njih dela, to je to. Evo tako, jaz sem že skoraj perajt. Zakaj pa nisi oblečen? Ja, hlače sem še dal. Beno! Nisi obleč, prosim. Gremo! Zvoni. Ja, čakaj, pripasti. Čakaj. Okej, daj. Aj! Gospod Novak, kar naprej. Oprostite, da sem malo pohitel, veste, na banki sem prej končal. Nič hudega, smo vas zelo veseli, ne, Beno?
Ne, Bena! Evo me, evo, dober dan, gospod Novak. Pozdravljeni. Benjamin Sagadin. Pozdravljeni, Benjamin. Vidim, da ste tudi vi pravkar s sestanka. Prosim? Ja, seveda. Na davčni sem imel nekaj za zrihtati, pa sem se malo bolj tako lepo oblekel, pa take, pa tudi to. Vi pa ste? To pa je naša pomočnica, Silvika. Ja, hvala lepa, Silvika, to je vse za danes. Lahko greš, ja. Na svidenje, lepo doma, pozdravim. Ja, pol pa jutri pridi po ostanke, ne, saj one olupke od krompira se pa že vzela, ne. Adio, Hvala, adio. Silvika! Ja. Elektriko. Ja. Izvolite, vsedite se, gospod Novak, ja, to si malo, bom potegnite pa tako. Bom jaz prinesla aperitiv. Davčna, ja, tudi sam sem bil včeraj gor. Ja, se vam tudi kaj narobe zračunali, ne? O, ne, to ne, ampak kar naprej nam kasirajo akontacije, mi pa moramo čakati na plačila. Tak, ja, seveda. Ja, nekaj čez 100 000 imamo problema. To je pa kar nekaj, ne? 100 000, Silvika. ja. Žužika, Res, 100 000 je kar nekaj, ja. Seveda, treba je pač igrati odkrito in pošteno. Absolutno se strinjam, gospod Novak. Če kaj zagovarjam, polje, da igraš pošteno. Predvsem pa, da pošteno plačuješ svoje poštene obveznosti. Ja, ne, drugače danes ti tonkuni pa take. To je grozno. Nepošteno pridobljen denar. Ja, to se pa strinjam. Nepošteno. Ja, mislim, to je grozno. Pol pa razne manhinacije, pa translakcije, pa delnice. Recimo, ta naša, vse ste videli, ne, Silvika, pomočnica. Boga reva, 3 ure na evro dela. Ja, pa 4 šoloobvezne male otroke ima, ko še morajo vedno v šolo hoditi. Ja, to je... Saj seveda razumem grozno. Ja, gospod Novak, kako pa kaj otvoritev? Za enkrat vse po načrtih. Če bo šlo tako naprej, računam, da bomo dejansko odprli čez 2 tedna. To je pa super, ne, Ja, Žužika? jaz se že zelo veselim, da bom lahko šla na otvoritev. No, kdo ve? Morda boste pa tam v neki drugi vlogi, gospa. Ni nujno, da boste obiskovalka. Ja, gospod Novak, vsi mi se že veselimo otvoritve tega vašega trgovskega centra. Ja, tudi Silvika. Ja, jaz sem rekel, veš kaj, Silvika, jaz ti bom nekaj gotovine dal na roko, ko bodo zihe tam kakšni gotovinski popusti pa to. To je pa res lepo od vas. Ja. Ja, saj ti socialci še računa ne znajo odpreti bogi reveži. Čučno tako. Kaj boš drugega, kot da jim daš tisti drobiš na roke? Pa to, ja. Bomo nazdravili, gospod Novak? Seveda. Prosim. Na zdravje! Na zdravje. Na zdravje. Živeli. Ja. No, bi jaz zdaj predjed prinesla, če se vsi strinjamo? Ja, strinjamo se, kaj ne, gospod Novak, ja. Lepo je biti sosed. Zvoni. Ne, grem jaz. Dobar dan, vi ste... Ja, mi smo, ja. To bi jaz vas mogel vprašati. Dobar dan. Vi ste? Jaz sem inšpektor Centra za socialno delo in sem prišel preveriti opisano stanje, ki ste ga opisali pristojnemu davčnemu organu. Čakajte malo. Vi ste organ? Prosim lepo, jaz sem uradna oseba. Čakajte, samo da nekaj vprašam pa pol. Ja. Jaz sem ob enih nesel to pritožbo, ki sem jo napisal k vam. Vi ste pa že tu? Ja, seveda. In to iz preprostega razloga, ker me še niste pričakovali in sem vas presenetil, kaj? Ja, dobro, vred. Kje pa imate nalog? Pa to? Kakšen nalog? A vi mislite, da nastopate v kakšni kriminalki? Ne, to ne, samo tako sem mislil, ne, jaz, če bi slučajno nek piltek, mislim, listek, najbrž obstaja. Ja, vaš listek in prosim, daj ga pohiteti, jaz sem že ves dan na terenu in sem lačen.
Ja, seveda, razumete? ja, dober tek. Ja, Ja, no, kaj? Ja, nič, kaj bi zdaj preverili? Glejte, jaz bi rad preveril opisano stanje in za začetek bi rad videl vaše... Koliko? 4 otroke? Šolo obvezne, pod mus šolo. Soroška. Lušni, ja, seveda. Zelo, veste kaj, ja, tu pri sosedu so, mislim, k sosedu sem jih nagnal froce, zato, ko so, nima veze zdaj to, tako da so, tu so, tu sem jaz, ja, tu je pa sosed, ja. Ne, ja, pri sosedu so, otroci, ne, pa to, 4 luškani, ne boste videli. Evo, dober dan, tak tu sva. K Sagadinovi. Ja, to sem jaz, ja, to so pa oni. Sosedje, ja, glejte, Ivo, Silvika, to je pa gospod inšpektor, organ. Ja, tak, daj, pazite, Ivo, malo ga zadrži tu, ko je to inšpektor. Ja, Jaz moram k Sagadinovi. ja, vem, ampak ste rekli, da bi radi moje froce videli, ne? Mislim, otroke, ne? Jaz zdaj grem, ko so oni šli gor, mislim, dol k sosede, mislim, pa jih malo moram poloviti po bloki, da vam jih bolj pokažem, pa take. Ja, ampak pohitite, lepo prosim. Jaz sem zdaj že na terenu in sem lačen. Ja, dober tek, absolutno. Evo, že hitim. Usedite se, dobrodošli, kar po domače, lepo vas prosim. Ja, vse je dogovorjeno. Ja, prosim vas tako, lepo, da ste se oglasili tudi pri nas, Silvika, daj postrezi, no pa daj en domači štampar, no, za gospoda našega celja. Ne, to pa ne. Sem v službi, ne to pa... A ja, no, dobro. In ste pa hitri zelo, da ste tako že v kontroli. Tako, ja. Ja. Pri Sagadinovih. Ja, tako, ja, sej, no, Silvika postrezi, boste videli, izjemna stvar. Barac Polinko. Ne smem, ker sem v službi in moram biti vesten, natančen. Boste videli, vam zagotavljam, da je domača... Domača je. Ja, pri meni doma, veste, imam tudi doma, mislim, imam domačo iz Halos. Jaz sem doma iz Halos in sem prišel, da preverim obstoječe stanje. A tako, ja, ki seveda, ker gospod Sagadin si niti v sanjah ne bi predstavljal, da ga boste obiskali, kaj ne? Točno? Pa kako pa vi meni misli berete? Iz čisto preprostega razloga, kaj ne? Sem tudi jaz nekoč bil na istem delovnem položaju kot vi. Ja! Dajte no, a res? Kaj, inšpektor? Ja. Potem pa vi mene razumete, kako je, če hodiš ves dan iz stanovanja v stanovanje in še lačen povrh vsega. Zelo. Celih 8 let, kaj ne, že Silvika Silvana, kaj ne, sem bil na istem tem delovnem mestu, kaj ne, vas razumem zelo. Ja. No pa na zdravje, gospod kolega. Ne. Ja, če pa tako, potem pa, prosite, če dovolite, na zdravje, gospod kolega inšpektor. Na zdravje. Ivanem inšpektor. Kaj je rekla vaša žena? On master DOO-ja. Nem inšpektor. Ona je pa Mađarka in veste, sploh ne razume še vsega po slovensko. Ja. In je rekla, da sem bil mojsterski v tem mojem preverbi DOO-jev. In elektriko. Ja, celo z elektriko so me preganjali. Mene tudi. Še danes so me z elektriko nagnali, ja. No, vidite, da se potem razumemo, kako je to težko delo in odgovorno. Nekateri pa bi kar živeli, pa nič delali. Igor, pa kako je malo teh ljudi, ki bi bili še sposobni tako poštenega dela. Absolutno. Gospod kolega inšpektor. Zdravje. Ja, Ivan master DOO, pošten je zelo. Silvijan. Ja, on je pošten, ja. Se mu vidi na obrazu, se mu vidi, kako zelo je pošten, jaz sem pa lačen. No, saj bo kaj pripravila, pa veste, mađarska kri, to je... To je hudo, da peče, ja. Pa na zdravje vaše. Na zdravje, gospod kolega. Da bi le prišli na... Kaj pa Sagadinovi...
bomo vse uredili, tako kot so hiše v Trsti, pa vse po vrsti. Zakaj v Trsti? Ne, tako se reče, kaj ne. Saj lahko vam pa povem tudi kakšen madžarski Na narodni pregov. Mačarskem se tako reče, kaj ne? Gospod Na kolega. Mačarskem hiša v Trsti. Vrsti. Ja, v vrsti, Duš je dobra. No, na zdravje, gospod Novak. Če nič drugega, smo se vsaj spoznali, ne? O, to nič, že nič drugega. Veste, to je zelo pomembno pri ustvarjanju vtisa. Takole bom večerjal pri prav vseh kandidatih za službo. Pri vseh? Ja, tuji vlagatelji hočejo vedeti tudi to, kakšni so njihovi bodoči zaposleni takole, no, v neformalnem vzdušju. Ja, normalno, ja. No, mi, ne, mi smo, kako bi rekla, naravni, spontani. Recimo moj mož, ne, preko je pozvonilo, je bil verjetno sosed, pa sta verjetno šla v delavnico. Vi veste, kak so moški, ko imajo po delavnicah svoje igračke. Seveda, popolnoma ga razumem. Ja? Tudi sam imam v kleti kotiček, ki se mu ne morem izogniti. Benino! Ja, Ravno sem pravila gospoda Novaka, da si šel verjetno v delavnico. delavnico. Ja, saj sem bil v delavnici, ja. Po ene stvari si šel. Zdaj pa moram na hitro nekaj zrihtati, tako da vidva, nič se ne dajta motiti, pa fajn to pojejte, pa super. Tu si, jaz te pa iščem, mote. Lepo je biti sosed. In tak vidiš, Ivek ti moj, ti jaz pridem totemu na zdravje. Pridem totemu simulantu in on od mene zahteva, si lahko predstavljaš, od mene zahteva nalog. Kot da sem, gospa Mačarska, povedi meni, kaj sem jaz morti videti, kot kaki policaj, morti kaj? Ne, ti videti si ko pijan, zelo, ko kaki pisok. Silvika, pa kako se govoriš, ne? Človek je utrujen danes. Utrujen, ja. Sploh še ni bil doma danes. No, nisem bil doma in sem še lačen in tako lovim okoli tote brezdelneža, ona pa meni pijan, kaj? Ja, Ivan nem kriv, če beno simulatorja. Ja, saj razumem, že grem, gospa Mačarska, vidim, da sem tukaj odveč in vsega je zmanjkalo. Ja, no pa gremo. Gremo, mogoče bi bilo pa boljše, da še malo posedimo. Ja, boljše bi bilo, ampak jaz moram na pot, Ivek, moram na pot, kajti delo mora biti fertik opravljeno, razumeš? Jaz sem časen človek in hočem delo opraviti do kraja in odhajam. Oba pejte, ker oba pijona ste. Kaj se obajte? Pena, kaj smo zdaj oba pijan? Poslušajnice, jaz nisem pijan. Pa kaj govoriš ti, dečle? Bi pa šel s tabo, če te to ne moti. Ne me ne moti, Ivek, sploh me ne moti in predvsem je tvoja žena užalila, da sem pijan, je rekla. Poglej, Ivek, štej bom jaz zdaj napravil počepe. Če bi bil pijan, kaj bi lahko delal počepe, a? Igen? No, štej, Ivek, štej. Prvi. 1, Drugi. 2. 3. Kaj si naredil? 3. O, daj, počasi.
Kaj boš sedela v pijanega tona, daj mir. Ja, ti pijan si zelo. Me je užala tota tvoja žena, do smrti me je užala. In grem k Sangadinovi povedat, tote njihove, koliko jih je? O, 9. Oto... Veš kaj, kolega inšpektor? In če so podhranjeni tako, kot jaz grem povedat. Ti se sploh ne sekiraj. Žala me je. Daj no, prosim te, Dona, to tako, mađarske navade. Mogoče bi skočila še prej do našega lokala Wunderbara Zem. Evo še. Jaz pa pijan. Ona govorila, mi dva, da si bi bila pijana. Oba skupaj pijana, ni dovolj. Ti pa jaz ne vidim. Bi jaz lahko takole stal na eni nogi, te prosi, če bi lahko bila pijana. Lahko šteješ, koliko časa bo videli kako? Koliko časa hočeš? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidiš, vidva sploh ne bi mogla takole stati na eni nogi, če ne bi bila popolnoma trezna. Seveda, Da pa ti probaj. pijana. Bom jaz štel. No, daj šteje, prosim te. 2, Karo. 4, 5. Oprostite, gospod Novak, jaz ne vem, kako vam Ja, to reči. ja. Jaz ne vem, kaj mi je... Ivo, kaj pa to? Kolega inšpektor, Beno, jaz se pa, adio. Kaj? Kak je inšpektor? Kaj zdaj to, tu? Poglejte, gospod, urodna oseba. Žena se je ločila od mene, nimam ne doma, nimam ne nič. Edino, kar sem uspel, je to, da sem si najel 2,42 kvadratov od njej. In to je zdaj moje tako začasno bivališče, to je vse, kar imam. Zdaj, samo dobro poglejte. Gospod Novak, oprostite, to je samo pomota. Gospa, kje pa vi imate tega vašega saharina ali kaj že? Res, gospod Novak, samo pomota. Jaz vam vse uredila, vse vam opravičujem, to je čista navadna pomota. Ja, gospa, kje pa imate tote vaše pamžeke? Kje so pamžeki? Pomota pa je, ja, peči. Kaj? Pa brusnična marmelada moja, najljubša, ja. Vi pa res slabo živite, se vidi, ja. Mislim, da bo najbolje, da jaz zdaj... Čigav si pa ti fantek? Kje pa imaš ateka, pa sestrice? Oprostite, ampak takole se pa vi ne boste. Oprostite, gospa Žuža, takole se vi ne boste norčevali. Se nisem. Ste divjaki. Se nisem, gospod Novak, nisem. Vašo prošnjo bomo z veseljem in v celoti pregledali in prebrali. Nasvidenje. Gospod Novak, prosim vas, počakajte, gospod Novak. Če poskusim tole brusnično marmelado, so pa res velik socialni problem. Čuj, stari, glej, zdaj tak, ne? Zdaj se že, kako bi naj rekel, nekaj časa malo tak tudi poznava, ne? Da? Kaj bi mi ti lahko tak na hitro kaj denara posodil? Jebenti, je pa ta marmelada dobra. Resno ne bi, vsaj malo kaj zvem, tak do... Ne, nič. Nimam. Beno, jaz sem tebe upila, pa kaj si mi naredil? Zgubila sem službo zaradi tebe! Jaz bi ti lahko dala vsaki mesec 1000 evrov! Budalo! Knedla sem! Poglejte, gospod urodna oseba, v kolikih težkih, mentalnih in psiholoških ter gmotnih položajih jaz živim. Zdaj poglejte, pustite, zdaj dovolj, da boste bolj jedu. Glejte. Marmeladica. Dobre, vrije. Zdravo, Silvika. Izvoli. Vzemi. Ja, tak je zdaj, ne?
midva sva se z Žužo danes, tako kako naj bi rekel, nekako tako malenkost sporekla, ne? Pa sem tako razmišljal, tako na hitro, ne? Sem pomislil, kaj če bi jaz mogoče lahko pri tebi malo prespal za kakih par dni. Simulator nem bo spal pri nas. Kaj pa samo danes večer, tako na hitro prespal? Spala boš na železniški kolodvor. Servus. Servus. Hvala. Organi. Fuštar, kaj za podpisati? Socialna. Piše pa. Socialna, ja, to pa vredi, ja. To je najbrž socialna podpora, ki podpišem. Ja, se vidim, ja. Ja. Hvala lepa. Živijo? Ja, živijo, adijo. Hvala. Vse to sem že rekel. Oba da vidimo. Kazen zaradi izmišljanja uradnih podatkov in laganja našim državnim organom. Kostionor, kazen sem... Socialna mi je kazen vsekala. Specifikacija. Za vsakega izmišljenega otroka 112,63 evra. Za alkoholiziranje našega uslužbenca, pomišljaj, državnega organa in zastopnega... Super, 215 evrov 36 centov. Povprečnine in druge takse, no, to je samo 78 evrov 12 centov. Si ja nor, zdaj sem še od socialne faso kazen. Dragi moji, jaz mislim, da ta socialna več sploh ni nič socialna. Jaz se bom kar zaspal.